Lepo pozdravljeni v reportaži Avtoportreta.si z 4. preizkušnje sezone gorsko-hitrostnih dirk v Lučinah. Po lanskoletnem premoru je znova čas, da se na koledar vrne še ta zahtevna gorenjska dirka. Dirkači so od zadnje dirke imeli kar nekaj časa za počitek in za pripravo na to dirko. Pa tudi mi smo mogoče pozabili, kakšen je bil potek sezone do zdaj. Zato si na hitro osvežimo dogajanje pred 19. izvedbo GHD Lučine. Trenutno po 3 dirkah prvenstva vodi Matevž Čuden. A prav čudno je, da on ni zmagal niti ene dirke. To leto smo videli 3 različne zmagovalce dirk. Matic Kogej, Milan Bubnič in Matej Grudnik so stopili na najvišjo stopničko. Slednjemu je to uspelo na Gorjancih sredi junija. Skupno je sicer zmagal rekorder tamkajšnje proge, Patrik Zajelšnik, a ni uvrščen v generalno razvrstitev državnega prvenstva. Milan Bubnič, ki je na Gorjancih šel s točko prednosti, je na Gorjancih odstopil za kvaro, zato so zdaj Čuden, Kogej in Udovč uvrščeni pred njim. Omenimo še trenutno najbolje uvrščene v divizijah od 1 do 5. Klemen Trček, Matevž Čuden, Patrik Zajelšnik, Miha Fabjan in Matjaž Korošec. Dirka v Lučinah, ki predstavlja sredinsko točko sezone v GHD, bo imela še kako velik pomen na koncu sezone. Najboljših 5 luči samo 20 točk, tako da šteje prav vsaka točka. 4-kilometrska cesta od Todrža proti Lučinam je zelo zavita in s tem zelo drugačna od prejšnje preizkušnje. Povprečna hitrost je manjša, a še vedno krepko presega 100 km/h. Trenutni rekord drži Sebastian Petit z 2 let nazaj, minuta 56 in 4 desetinke, a ga na listi prijavljenih letos ni. Prav tako ni ostale tuje konkurence s prototipi in formulami, a to ne pomeni, da dirka ni bila zanimiva. Prav nasprotno. 89 dirkačev je 8. avgusta poskrbelo za veliko akcije. Dirkalni del tekmovanja so organizatorji letos strnili v en dan, z 2 treningoma dopoldan in 2 dirkalnima vožnjama popoldan. Ob 9. zjutraj je krenil prvi avto štartne črte. Najprej so bili na vrsti starodobniki. Matjaž Korošec, vodilni v diviziji 5 in zmagovalec prav vsake dirko doslej, je na prvem treningu zaostal za Alešom Presetnikom, in to za kar 5 sekund. Seveda pa časi s treningov ne pomenijo veliko. Dirkači so seveda začeli z bolj umirjenim tempom. Stankovičev čas je znašel 2 minuti 16 sekund, Bubnič pa mu je sledil 7 sekund zadaj, kar pričakovan začetek. V diviziji 1 sta Domen Svet in Luka Brus v Clio Rally 5 postavila najboljše časa. Bolj nepričakovano razliko pa je naredil David Stušek med pokalnimi twingi, 2 sekundi pred Kroflom. Ujeli smo še ta moment Blaža Košlana v Sejčentu, ki bi skoraj pristal v ograji na ovinku, kjer nesreče ne bi videli prvič. Na prvem treningu sta odstopila 2 dirkača, Luka Grm in Aljoša Makarovič. Oba pa sta se že pojavila na štartu drugega treninga. Ta je sledil točno ob 11. Prekinitev namreč skoraj ni bilo. Vladimir Stankovič z Lolo B09 je za skoraj 5 sekund popravil jutranji izid in postavil najboljši čas treningov. Milan Bubnič in Rajhold Taus sta zaostala za dobrih 9 sekund na 2. in 3. mestu. Boj za stopničko v državnem prvenstvu sta napovedala Gerald Glinzner v Porsche 911 GT3 in Gregor Volk v Subaru Imprezi, ki nista bila daleč za Bubničem. Čuden je treninge končal na 5. mestu v konkurenci državnega prvenstva in prvi v drugi diviziji pred Patrikom Rucierjem. V diviziji 1 pa je Aleksander Buh, ki je leta 2019 zmagal v pravem trileru s Francijem Likovičem, v drugem treningu prehitel Domna Sveta. Luka Brus pa je doživel odstop. Zanimivo je, da je ta Renault Clio Rally 5 prav tisti, ki je končal v dnu grabna na reliju Vipavska dolina konec junija. Še en Clio je odstopil na drugem treningu. Urban Jelovčan, ki ima veliko več izkušenj s Twingo pokala, je namreč 2-kratni zaporedni prvak. Tudi drugi trening je tako minil brez daljših prekinitev in dirka se je lahko začela ob predvidenem času, ob 13:30 minut. O progi se je zbralo že kar nekaj navijačev. Vse pa je zanimalo, če bo vreme zdržalo ali če se bo ulil dež in premešal štrene.
Čeprav se je ozračje na čase kar stemnilo, dežja še ni bilo na vidiku. Prva od dveh dirkalnih voženj se je začela razmeroma mirno, a je bilo jasno, da tako dolgo ne bo ostalo. Akcija se je kot pričakovano začela v Twingo pokalu. Najprej je težave imela Monika Trglavčnik, ki je do cilja sicer prišla, a je njen dirkalnik kar dobro skupil. Skoraj bi se dirka končala tudi za Gregorja Čeglaja v tistem slavnem S-u, a se je dobro rešil. Kar hudo nesrečo pa je doživel Boštjan Maček, Škodo Fabio, ki se je celo prevrtel na streho. Z dirkačem je bilo vse v redu, sledila pa je najdaljša prekinitev dneva do zdaj. Luka Bruce se je po odstopu na drugem treningu ponovno pojavil na štartu, a do konca znova ni prišel, dirkalnik je odpovedal. Medtem je Alex Buch atraktivno nadaljeval dobre vožnje v diviziji 1. Domna sveta je ugnal za 3 sekunde in 8 desetink. Akcije pa še zdaleč ni bilo konec. Po tehničnih težavah Marka Ivanova na Gorjancih je tokrat slavni S le zahteval žrtev. K sreči se dirkačev v Subaru in Preci ni pripetilo nič hujšega, a dneva je bilo zanj konec. Medtem so glavni akterji za stopničke dobro odpeljali prvo vožnjo. Jasno je bilo, da je prvo mesto praktično oddano, če se le Vladimirju Stankoviću ne zgodi kaj hudega. S časom 2 minut in 9 sekund je bil namreč 10 sekund in pol pred Milanom Bubničem. A boj za stopničke je izgledal zelo napet. Bubniča in Avstrijce Šternada, Tausa in Glincnerja je ločilo samo slabih 5 sekund. Tudi ostali v najboljši deseterici niso bili daleč zadaj. Volk je nadaljeval s 3. mestom v državnem prvenstvu, Rucijer pa se je čudno približal na sekundo in 7 desetink v diviziji 2. Med pokalnimi Twingi smo pričakovali malo bolj izenačen boj za prvo mesto, a je Stušek prvo vožnjo odpeljal suvereno, sekundo in 4 desetinke pred vodilnim v prvenstvu Miho Fabjanom. Blaž Cimermančič sedi tesno zadaj na 3. mestu. Ja, čeprav ti avti niso najbolj hitri, pa odprtost tega prvenstva res poskrbi za dogajanje na dirki. To smo znova videli v drugi vožnji, na katerem je že kmalu Andraž Vidergaard doživel kar hudo nesrečo. Znova na tistem S-u. Celo rešilni avto se je odpeljal po progi navzgor, a k sreči je bilo z dirkačem vse v redu. Po prekinitvi je pred vstopom v znamenite serpentine odstopil še Gregor Bovha. Vladimir Stanković je po letih 2009 in 2010 na koncu le prišel do 3. zmage na GHD Lučine. Več jih ima le še Federico Liber s 4. Stanković je v drugem poskusu progo odpeljal v skoraj identičnem času kot prvič, le 100 in pol hitreje. Prav neverjetno. Skupnim časom 4 minut 18 sekund in pol je za dobrih 21 sekund ugnal 8-kratnega prvaka Milana Bubniča. Tretji uvrščeni Dithard Šternad se je z Alfo 156 na treningih držal malo bolj v ozadju, a se je na dirki izkazal z dobro vožnjo. Pozicije v top 5 se po prvi vožnji niso zamenjale. Dirkači so po večini ponovili njen dosežek. V konkurenci državnega prvenstva je druga zmaga sezone slavil Milan Bubnič. 9 sekund je znašala njegova prednost pred Avstrijcem Geraldom Glincnerjem, upisanim v prvenstvo. Gregor Volk je po prvi vožnji imel najboljše izhodišče za najnižjo stopničko, a jo je izgubil. Zmagovalec GHD Tolmin Matic Kogej je dobro izkoristil Volkov malo slabši čas. Za Bubničem je zaostal 10 sekund in pol. Kako napeto pa zgleda v točkovanju? Izkaže se, da zelo. Matevž Čuden še vedno brez zmage, pa še vedno vodilni. Njegovo vodstvo se je skrčilo na 3 točke pred Kogejem, Bubnič pa je skočil na 3. mesto, pičlih 5 točk zadaj. Zelo zanimiv drugi del sezone nas še čaka. Poglejmo si še divizije. Prva divizija je bila tokrat zelo številčna. 18 dirkačev je uspešno končalo dirko. Aleksander Buch je s Peugeotom 205 ubranil zmago izpred 2 let, tokrat z večjo prednostjo. Domen Svet je namreč zaostal za 5 sekund in pol. Luka Oblak, ki je prvič nastopil v diviziji 1, je že takoj stopil na stopničke, kar je zelo lep uspeh. Na vrhu lestvice najdemo 2 MG-ja, ki tokrat nista bila dovolj hitra za stopničke. Klemen Trček vodi za 8 točk pred Aljošom Makarovičem in 11 točk pred Domnom Svetom. Tudi tukaj s 3 dirkami do konca ni popolnoma nič odločeno. Matevž Čuden nadaljuje niz zaporednih zmag, to je že njegova 3. v diviziji 2. Samo v Tolminu mu ni uspelo zmagati. Patrik Rucijer s Fiat Puntom ni bil tako daleč na drugem mestu, 3 sekunde in 7 desetink. A to ne velja za Igora Žbogerja, 17,6 sekunde zadaj.
Zagotovo je razlika med vodilnim in drugim tukaj največja. Čuden ima ogromno prednost pred zasledovalci, a se v Ilirski Bistrici še ne more zagotoviti naslova. Zanimiv zna biti moj med Udovčem in Rucierjem za drugo mesto. V pokalnem prvenstvu divizije 4 oziroma Twingo pokalu tokrat nismo videli izjemno majhnih razlik kot na Gorjancih. Prepričljivo je zmagal David Stušek, še tretji različni zmagovalec sezone. Blaž Cimermančič je v drugi vožnji uspel priti na drugo mesto, zaostal za skoraj 3 sekunde in pol. Slabše je drugič odpeljal Miha Fabjan, a še vseeno ostal na tretjem mestu za dolenjske stopničke, 5 sekund in 70 za Stuškom. Dirkače v Twingo pokalu čaka samo še ena dirka, kjer bo res šlo na nož. Fabjan vodi pred Kroflom in Cimermančičem, ki sta izenačena, samo 9 točk za njim. Matematične možnosti ima še Stušek, a bi morala najboljša trojka ostati brez točk v Ilirski za morebitni naslov. Velja omeniti še zmagovalce GHD Lučine v nekaterih pomembnejših divizijah. Vladimir Stanković je seveda zmagovalec divizije 3, Aleš Presetnik zmagovalec v 5. diviziji, Aleksander Buh je bil najboljši v konkurenci mladih voznikov, Igor Žbogar je zmagal v Rally pokalu, Primož Kavšek je slavil v R2 pokalu. Peter Kapler pa je med starodavniki napravil najmanjšo razliko med prvo in drugo vožnjo v kategoriji točnost. Čeprav za krnjeno mednarodno konkurenco nismo nič manj uživali v rohnenju dirkalnikov in vonju po bencinu. Zato lahko rečemo, da je bila 19. izvedba gorsko-hitrostne dirke Lučine zelo uspešna. Posebno zahvalo je treba izreči organizatorjem in vsem sodnikom ter redarjem ob progi, ki so odlično opravili delo. Zdaj pa že pogledujemo proti 5. dirki sezone, ki bo na sporedu že 29. avgusta v Ilirski Bistrici. Lani je dogajanje zaznamoval močen dež in mislim, da vsi upamo, da takega naliva letos ne bo. Dirka šteje tudi za Evropsko prvenstvo v GHD, tako da je akcija tudi s številnimi prototipi in formulami zagotovljena. Do konca avgusta pa uživajte v preostanku poletnih počitnic in se vidimo takrat, ko se gorske dirke vrnejo na Notranjsko.